tej tiskovni konferenci sodelovali, so tukaj spredaj, če gremo po vrsti, dr. Roberta Peskarja poznate, odgovornega konzervatorja. Pred nedavnim je napisal, pripravil to odmevno monografijo o Ptujski gori, ki je zabeležila 600-letnico na poseben način, potem njegovo delo, profesorsko in drugo. Vsekakor tisto, kar je najbolj pomembno, je to, da je dolgo časa že osko povezan z baziliko na Ptujski gori. Potem pozdravljam dr. Jelko Pirkovič, generalno direktorico Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Imamo veliko priložnost za težka vprašanja in priložnost, da slišimo odgovore. Dobrodošli, lepo pozdravljeni. Potem je tukaj odgovorna konzervatorka oziroma bomo rekli pač tista, ki je vodila vsa ta dela na freskah, gospa Irena Čuk iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Maribor, skupaj s sodelavci je dolgo časa, potrpežljivo, če jaz lahko rečem pa kvalitetno, delala to delo, ki ga bomo danes videli in blagoslovili. Torej, bomo tudi nje lahko postavili kakšno vprašanje. Potem pa, seveda bom tudi jaz kakšno povedal kot rektor bazilike. Vse vas prisrčno pozdravljam, ki ste prišli, predstavniki stroke in pa novinarji. Se mi zdi zelo pomembno, da se glas iz Ptujske gore sliši po naši slovenski zemlji, kajti tu je tisti veliki biser, ki ga imamo in ki dobiva novi sijaj, tudi z freskami, ki so obnovljene. Pa bi morda kar predal besedo dr. Robertu Peskarju, ki se mi zdi, da zvesto spremlja vso to delo od začetka. Prosim. Hvala lepa. Najprej seveda vsem lep pozdrav. Torej, ko govorimo o Ptujski gori kot umetnostnem spomeniku, potem imamo navadno v mislih seveda njeno veličastno arhitekturo in pa seveda kiparske mojstrovine v sami cerkvi, iz časa zgodnjega 15. stoletja. No, bolj poredko pa govorimo o Ptujski gori kot o spomeniku srednjeveškega stenskega slikarstva. No, ampak danes bomo govorili prav v tem segmentu. Freske so bile namreč malo več kot eno leto predmet konzervatorsko-restauratorskih posegov, ki so večinoma zaključeni, ne še popolnoma, še malo popravkov bo še potrebnih, ampak vendarle freske, tako generalno, če pogledamo, so zdaj dobile ti svoj nekdanji sijaj. Zdaj mogoče za začetek samo par besed o sami kapeli. Namreč gre za freske, ki so locirane v jugo-zahodnem kotu cerkve, torej v nekdanji kapeli Svetega križa, ki sicer po arhitekturni plati ne izstopa posebej. Danes pravzaprav, ko ni več oltarja v sami kapeli, predvsem s temi gotskimi freskami. Zdaj, kapela Svetega križa, o njej pravzaprav je zelo malo dokumentov in sicer, da so v kapeli, torej na oltarju Svetega križa, benefici ustanovili gospodje Vajsenek. Torej, ta familija najbolj vam nič ne pove. Vendarle gre za dokaj pomembno štajersko-plemiško družino, ki so imeli svoj sedež v Gradcu. Kako so oni prišli sem, je tudi nekaj idej, namreč eden od teh vajseneških se omenja kot vitez v službi Hermana II. Cerskega in po tej poti verjetno je tudi ta familija prispevala k temu financiranju oziroma ustanovitvi tega beneficija. Torej, beneficij, kaj to pomeni? Pomeni to enostavno, da gre tukaj za finančno ustanovo, ki je vzdrževala oziroma iz katere se je črpal denar za financiranje stalnega kaplana pri tem oltarju. Skratka, gre za to finančno podlago. Zdaj, kar se tiče fresk, freske so bile odkrite leta 1948, odkril jih je Peter Železnik, restauriral v zelo kratkem času, mislim, da v enem letu so bile freske zrestaurirane.
oziroma odkrite in pa delno restaurirane. Zdaj, v zadnjih seveda 60 letih pa kakšnih posegov ni bilo, tako da seveda so bile freske precej zaprašene. Potem na posameznih mestih recimo je ta slikana podlaga fresk, torej samo omet in tovnako, kako se imenuje, je počasi začel odstopati. Torej, skratka, grozilo je, da se že bojo freske v posameznih mestih začele propadati, oziroma so to začeli propadati. Zato so se seveda brati minoriti na Ptujski gori skupaj z strokovno službo odločili, da se pristopi k restauriranju, torej k restauratorskim postopkom. Torej, ti restauratorski postopki so nekako zajeli več faz, kot je običajno najprej seveda faza diagnostike, torej kaj je pravzaprav narobe s temi poslikavami, in sicer najprej natančno dokumentiranje, kompletno, torej vsak centimeter fresk je bil prerisan na folijo, na posebno folijo s flomastri, torej, kjer so bile zabeležene vse poškodbe in pač stanje fresk, obseg fresk. Potem seveda fotografsko dokumentiranje in pa še posebno dokumentiranje z termokamerami, torej posebnimi kamerami, ki ugotavljajo v bistvu, kaj se dogaja za samo poslikavo, torej v samem ustenju. Posebne kamere, ki so občutljive na toploto in tam, kjer je recimo v zadnji zrak, se pravi za tem ometom, se to seveda na teh posnetkih vse lepo vidi. Naslednja faza je zajela seveda čiščenje, torej to so pa že neposredni posegi na sami poslikavi, torej čiščenje teh raznih prašnih delcev in tako naprej. Ugotovilo se je tudi, da je na oboku še precej beležev, ostanka beležev, ki ko so freske odkrili 1948, niso popolnoma ocenili, tako da to je bil eden tistih momentov, zaradi katerega so se v bistvu postopki malo zavlekli. Se pravi, so bili taki drobceni koščki ometov, oziroma niti ne ometov, ampak beležev, ki so prekrivali še posamezne plasti, oziroma posamezne partije. In to je bilo mukotrpno delo in to je bilo še narejeno. Potem pa seveda istočasno tudi utrjevanje fresk v smislu, da tam, kjer se recimo omet je odstopal, da se je to z ampleno malto lepo zakitalo, utrdilo. Potem tudi stare plombe, se pravi, tiste poškodovane dele, katere so bile odstranjene in nameščene nove. In pa seveda injektiranje, s katerim se je pač zapolnilo tista odstop, torej tiste deli, ki so odstopili od same podlage. Zadnja faza pa seveda faza retuše, ki je bila že v konceptu zastavljena tako, da se čim manj retušira, se pravi, da se praktično samo tiste dele retušira, ki se jih da 100% določiti, se pravi, da tukaj ne gre za neka ugibanja, ali je bila tukaj črta, ali ni bila črta, ali kaj podobnega, ampak skratka, da se retušira samo tiste dele, ki so res sigurni. Tisto, kar se mi dali, to je bil tudi pristop pravzaprav tudi že prvega restauratorja, Petra Železnika, da se tiste partije, ki so bolj poškodovali, se samo z neko neutralno retušo uredi. Tako je v bistvu tudi v tem smislu so bile tudi v teh zadnjih posegih freske obravnavane. Nekdo me je vprašal, ali lahko freske primerjamo z hrastoveljskimi freskami. Zdaj seveda lahko, načeloma lahko primerjamo. Seveda, tukaj so določene razlike, namreč freske v Hrastovljah so naše najslavnejše freske pravzaprav v Sloveniji. Prvič v Hrastovljah je cela cerkev poslikana. Tukaj pa samo en manjši del. Seveda tukaj je pravzaprav so ploskogorske freske v tem smislu seveda, torej ne bom zdaj vrednost te lestvice uporabil, ker to ne bi bilo primerno, ampak mogoče samo tiste prednosti, ki pa jih te imajo, pa jih v Hrastovljah nimajo. Recimo, tukaj so freske starejše, to je prva stvar, so tam kot 1625. Na delu je bil nek slikar iz Južne Tirolske, torej ki izvela iz Južne Tirolske in prišel z Koroške v ta naš konc. Potem po umetniški kvaliteti so sigurno boljše, torej višja vrednost.
Tudi recimo so se ponašale te freske z nekaterimi detajli, ki jih sicer nismo vajeni pri nas. Namreč ozadja nekaterih figur, recimo teh medaljonov na oboku, posrebrena, torej prekrita z srebrnimi lističi, ki je žal, te lističi so žal potem tekom stoletij odpadali. Se pa še posamezni koščki vidijo, ki so črne barve, torej te črne lise niso neki beleži ali pa saje ali pa kaj podobnega, ampak enostavno srebro, ki je tekom let oksidiralo in postane črno. Enako so bili posrebljeni tudi nimbi teh svetniških figur, tako da po tej plati, seveda, če gledamo, so bile precej bolj sijajne in seveda ima pa Hrastovle, ta znameniti mrtvaški ples, ki ga pa tukaj ni, ampak imamo pa tudi tukaj na Ptujski gori nekaj motivov, ki so pravzaprav edinstveni, recimo stigmatizacija svetega Frančiška, to je ena redkih upodobitev pri nas, in pa še mogoče upozoril še na upodobitvi Marije pa Marte, čeprav sta precej poškodovani, ampak sta tudi pravzaprav zelo redki in mislim, da na Ptujski gori najstarejši upodobitvi teh dveh svetnic pri nas. Hvala lepa, dr. Peska. Zdaj, če je čisto na kratko povzamem, z veseljem ugotavljam, da vseeno, kljub vsemu imamo na Ptujski gori najlepše in najbolj kvalitetne gotske freske, ker boste videli, potem, ko se bo malo poglobili ob freskah, kako so zaživele in kako so sporočilne. Bi morda zdaj konzervatorka Irena Čuk nadaljevala, pa bom potem slišala drugo plat. Prosim lepo, Irena Čuk. Jaz bi edino rada povedala to, da smo bili zelo majhen tim. V začetka nas je bilo samo 4, en je bil v bistvu bolj fizična pomoč. Zato smo delo nadaljevali 3 iz tega področja. Malo smo finančno premalo ocenili te posege, tako da sem nekaj časa mogla sama nadaljevati delo. Zdaj na koncu pa mi je na pomoč priskočila še kolegica, ki mi je pomagala pri primiranju plomb. Delo seveda ni čisto zaključeno, zato ker so nas malo prehiteli ti velikonočni prazniki in je bila želja patrom Minorito, da odstranimo ta zaprti prostor zaradi ljudi, ki so vedno bolj spraševali, zakaj ne morejo videti, posebno tujci, ki so prihajali gor, niso mogli videti fresk. In je bila želja patrov, da odstranimo ta zaprti prostor, da ljudje lahko vidijo, kaj, mislim, to znamenitost te cerkve. Tako da delo je, mislim, manjši posegi se še morajo opraviti, tako da še ni čisto zaključeno. Hvala lepa. Torej, restauratorka Irena Čuk je bila bolj skopa z besedami, je pa seveda njeno delo tisto, ki govori. 2 leti vloženega dela in truda, mislim, da bomo danes to videli in doživeli in da nam bodo freske marsikaj povedali tudi z tega področja. Mislim, da ni odveč, če rečem ali pa si mislim na glas, da bi restauratorka Irena Čuk za to svoje delo gotovo zaslužila Sletovo priznanje v prihodnosti, ker je zares, torej to, kar smo bratje Minoriti pač opazovali, to delo dan za dnem, kako je nastajalo, tako da boste sami ocenili. Naj povem, da se sedaj nahajamo tukaj v tem prelepem obrambnem stolpu, edini, ki je še ostal in ki ima te krasne reliefe, ki mu dajo dodatno težo in seveda to, kar tukaj vidimo, je že zametek nekega muzeja, ki ga bratje Minoriti snujemo že dalj časa, že od pokojnega patra Maxa. Torej ta želja, da bi tukaj na Ptujski gori bilo vse tisto, kar je bilo tu ustvarjeno, kar je tu živelo, pa je izgubilo funkcijo ali zajadralo v muzej, da bi potem res ljudje, ki pridejo iz cele Evrope, veste, in gledajo, zahtevajo, hočejo videti freske, hočejo videti reliefe, hočejo vse videti, kar je bilo tukaj, da bi potem res tukaj in situ
lahko te stvari videli. Zdaj imamo tukaj med sabo res dr. Jelko Pirkovič, generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Slišali smo, da so bile rahle težave s financiranjem, se zahvaljujemo ministrstvu in pa torej Zavodu za to, da je do polovice pogodbenega zneska financiralo to delo. Drugo polovico je prispevalo župnija in pa seveda Božji potni kraj. Seveda pa je tukaj vedno nekako zadaj to vprašanje denarja, pa sredstev, pa vsega tega, kako obdržati kvaliteto z tako majhnimi sredstvi in tako naprej, pa bi morda prosil dr. Jelko Pirkovič za nekaj besed v tem smislu, pa tudi vse, kar mislite o freskah. Veliko čast mi je, da sem lahko tukaj med vami v tej vlogi svoji kot predstavnica zavoda, da smo drugi tudi v isti funkciji. Ampak kljub temu, gledajte, tak spomenik kot je Ptujska gora je seveda tudi za zavod, ki je predvsem strokovna javna služba, ne financer, velik izziv in vedno znova seveda ugotavljamo, da so to tiste zadeve, na katerih ne samo, da radi delamo in s srcem, ampak je tudi to naloga, na kateri pravzaprav pridobivamo vsi, tako v strokovnem smislu, kot tudi nenazadnje, kar danes ta tiskovna konferenca dokazuje v prepoznavnosti. Skozi delo na takih spomenikih se tudi naše delo lahko pohvali in mi je res včasih, da sem lahko prisotna pri tej otvoritvi. Res je, kar je bilo nekako nakazano že prej, da je projekt bil povezan z vašo čestitljivo obletnico, ki je lani potekala, kot vemo, da je zaradi zahtevnosti obnove fresk bilo in drugih zadev, ki so se ob samem delu pokazale, treba bilo to delo podaljšati. Jaz upam, da razumemo vsi, da je to predvsem zato, ker prva zadeva seveda je, da se obnove lotimo strokovno in da je delo kvalitetno upravljeno in toliko važno potem časovno, da se izpelje v nekem določenem roku. In pa tudi to je treba povedati, da ko je Ministrstvo za kulturo namenilo tudi sofinansiranje in so se pojavile potrebe po podaljšanju, tako časovnem kot finančnem, smo mi ocenili, da bomo skozi delo kolegov, restauratorjev to tudi financirali, tako da je bil ta del tudi finančno, kar z naše strani na robu naših finančnih možnosti. Skratka, ocena je bila takrat, da je iz strokovnega in drugega vidika seveda nujno, da se zadeva zaključi in da zato je za nas bolje, da to naredimo kvalitetno in zato smo rade bolje tudi na ta način pomagali, da se je zadeva zaključila. Same freske seveda so, tudi jaz sem po osnovni izobrazbi umetnostna zgodovinarka, to so res tisti kosi, ko smo se v šoli učili kot najvišja stopnja dosežka naše srednjeveške umetnosti. Ko jih vidiš ponovno tako naživo pred sabo, je to res doživetje. Mislim, da je ravno Ptujska gora s to svojo celovitega prispevka, najprej seveda arhitekture, kiparstva, pa tudi slikarstva. Pa še to bi rekla, da je lepo videti tudi to, da je taka skrb za to, da se izročilo te naše najlepše in največje marine romarske cerkve
pelje naprej, da vidimo, da zadeva živi, da je med verniki in tudi drugače med občinstvom lepo znana in po svojih skromnih močeh bomo tudi vnaprej, seveda, po kolegi, strokovnjaki, konzervatorji, kot drugi strani restauratorji v restauratorskem centru, z vami rade volje in še naprej sodelovali. Najlepša hvala, dr. Jelka Pirkovič. Če nadaljujem to, kar je doktorica povedala, torej v tem smislu prihodnosti ali pa, da ljudje radi prihajajo, torej letos bomo imeli 100%, zdaj že skoraj srečanje slovenskega in hrvaškega naroda na Ptujski gori. Bi to silno pomembno tudi v tem duhu bratskega, torej medsebojnega življenja med narodi in to so stvari, ki so velike, ki so pred nami, manjša pa nepomembna je pa ta, da smo za to priložnost tudi izdali zloženko o poteku del. Upamo, da je prišla že v tiskarni, je še bila zjutraj. Torej ima tudi zraven eno takšno razglednico, ki jo boste lahko trgali z znamko, tako da gospod dr. Peskar je avtor teksta. Zdaj polovico časa, malo manj, bomo namenili vprašanjem, seveda vašim pa komentarjem, kakor bo kdo želel. Naj samo dodam še to, da poleg tega, kar zdaj govorimo o freskah, sta še dve stvari, ki jim hočemo danes predstaviti in pred vas postaviti. To je najprej Pozno-Gotska monštranca, ki jo je malo kdo videl, pa se nam zdi, bratom Minoritom, prav, da pride tudi ta prekrasen element na svetlo, tudi to je že del bodočega muzeja, o katerem govorimo. No, tisto, kar pa je silno pomembno za božje potni kraj, to pomeni za baziliko, pa je to, da je torej Viktor Gojkovič uspel vdihniti svetništvo nazaj nekaterim gotskim plastikam, predvsem v prvotnih gotskih oltarjev, ki so bile ob turških vpadih močno poškodovane. Jaz sam sem spremljal, moram reči, to delo, ki je trajalo mesece in ki je od restauratorskega svetnika zahtevalo izjemen napor in razmislek in sam sem to doživljal, torej kot to, da je v bistvu se tako poglobil v umetnika svojega predhodnika, da mu je v bistvu samo ponudil roko in namesto njega spet naredil to, kar je naredil prvotno umetnik. To je moje prepričanje, ker sem mesece in mesece spremljal to delo, torej, ki ga je Viktor opravljal in danes boste videli in to, kar se mi zdi silno pomembno, z izjemnim spoštovanjem do stroke, vsako stvar je možno zopet vzeti nazaj in videti, kot je bilo. Torej, ni nič zakoličeno, vse z dostojnim, torej z občutenim spoštovanjem do tistega, kar je bilo. O tem bo tudi Viktor Gojkovič sam še kaj povedal, morda zdaj ali pa potem v cerkvi, bomo tam še seveda na kratko predstavili vsem tistim, ki bodo prišli pozneje. Imamo še 20 minut časa. Prosim, vprašanje, odgovori, komentarji, izvolite. Prosim, gospod Viktor. Ja, hvala, najprej lep pozdrav vsem, ki smo se danes ob tem pomembnem dogodku zbrali. Jaz mislim, da na začetku je treba najprej čestitati bratom Minoritom za njihovo voljo, za njihovo vztrajnost, ki ta dolga desetletja vztrajajo na Ptujski gori pri obnovi tega gotskega bisera. Kajti prepričan sem, da s temi freskami je zdaj baziliki dodana vrednost, to se pravi, zdaj je tu že nekje ta pika na i, ki jo je cerkev potrebovala. In zato seveda Irena, ekipa, ki jo je vodila, seveda Viktor, brez katerega se na Ptujski gori nič ne zgodi, ali pa vsaj v tistem pomembnem trenutku ne, res zasluži vso pohvalo. Rad bi pa povedal k temu še naslednje. Od leta 1976, ko sem prišel na zavod
za spomeniško varstvo od tega leta redno z Viktorjem prihajam na Ptujsko goro in sem spremljal vse, kar se je dogajalo na tej gori. Tudi tako imenovane vzpone in padce, tudi v strokovnem smislu. Kajti bilo je obdobje, ko so tukaj bile zagotovo narejene tudi napake, govorimo o fasadah in podobnih stvarih, ko stroka ni upravila tega, kar se je od nje pričakovalo. Moram reči, da stroka je dostikrat sama sebi zadostna, kontradiktorna in seveda, kar je po mojem največji problem, da svoje teoretične rešitve ne preveri v praksi in potem seveda lahko prihaja do raznih oporekanj tistim, ki v praksi stvari poznajo in jih potem tudi izpeljajo. No, zdaj v tem primeru, ko govorimo o freskah, zagotovo se strinjam s patrom Janezom, da imamo zdaj, kot je on rekel, najlepše freske. Dr. Pirkovičeva je rekla, da imamo tu najlepšo gotsko cerkev, no k temu je treba dodati, da imamo tudi najlepši grad. To se pravi 3 stvari, ki jih resnično se splača obnavljati, za njih skrbeti, ampak ne tako, kot se to dogaja. Minoriti v veliki meri sami, ne vem, če kdo tu predstavnik mariborske nadškofije, ampak mislim, da tudi cerkvena politika bi morala biti usmerjena tako, da ljudem, redovnikom, minores, vemo, kaj to pomeni, tudi v večjem obsegu priskoči na pomoč, še posebej, ko vidimo, kakšni so bili ti zadnji, bom rekel, denarni tokovi in kam so šli. Torej, minoriti so tisti, ki resnično skrbijo za našo dediščino in tukaj potrebujejo še več podpore. In za konec, ko ste se peljali na Ptujsko goro, ste videli to deklico. Upam, da veste, zakaj gre. To je delo Irene Čuk. In seveda ta deklica, ki je bila slepa, ko je iz Vurberga videla luč na Ptujski gori, vemo to zgodbo, je dal oče ukazal, da se zida ta gotska cerkev. Ampak to je prispodoba, kajti minoriti od svojega prihoda na Ptujsko goro gledajo to luč in njim ta luč vedno sveti in zato mislim, da resnično se ta pot ohranjanja na Ptujski gori mora nadaljevati. Torej, čestitke, hvala. Hvala lepa v imenu vseh bratov, seveda, ki tukaj delujemo. Seveda pri nas tisto, kar je najvažnejše, je gotovo, veste, ljubezen do Marije, ne vse drugače, pa vsaj ne moreš več, ne, kleče plaziti, prositi, če bi to moral za sebe delati, bi že davno odšel na konec sveta. Ampak pač iz ljubezni do Marije, to je v našem redu in seveda tu smo doma, pod njenim plahčem, pač čutimo to duhovno dimenzijo. Če boste imeli čas, prelistajte, jaz si skoraj vsak dan vzamem čas, romarsko knjigo, kaj vse ljudje pišejo, torej kakšna doživetja. Tako da jaz sem 100% seveda prepričan kot duhovnik in kot tisti, ki tukaj delujem, da je tukaj v samem začetku, kot je dr. Peskar ugotovil, prvi zdaj po tolikih letih, da je tu bila gora milosti, Mons Graciarum od samega začetka. In torej do današnjih dni. Prej ste omenili denar, no to nas vedno zanima, če lahko nekaj o tem reči. Se pravi, kakšne sredstva so bila vložena v to restauracijo, pa fresk, pa po posli se nekaj delili za zavodo, če smo razumeli. To je tisto, kar lahko jaz rečem, seveda smo glede fresk, glede tega projekta, smo podpisali pogodbo z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije, kjer smo torej do polovico pogodbenega deleža prispevali mi, župnija in pa Božji potni kraj, drugo polovico pogodbenega deleža je prispevalo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. To je bil načelni dogovor, katerega smo potem šli. Seveda pa, kot je bilo rečeno in smo slišali, je sredstev zmanjkovalo oziroma so prišli do pač enostavno, ko vidiš, da so freske tako kvalitetne, da jih ne moreš kar pustiti, da je treba ves belež poluščiti, potem je pač to treba narediti. To so potem ure in dnevi in tedni
In potem je dejansko nam priskočilo na pomoč, kot je dr. Jelka povedala, Ministrstvo za kulturo in pa restauratorski center, bo gospod Peskar o tem kaj več povedal, torej, ki so potem dodali, da smo prišli danes do sem, kjer smo. Da so računi, torej, kar se tiče nas, smo sofinancirali do polovice pogodbenega deleža v prvotni pogodbi. To, kar je potem zdaj naprej, torej se dogajalo z finančnimi sredstvi, pa morda dr. Peskar je malo bolj. Pač ta pogodbeni znesek, ki je bil, je pač neka osnova, ampak videti moramo, da tukaj pač vodja restauratorskih posegov, Irena Čuk, restauratorka, je pravzaprav tukaj na tem projektu sodelovala v okviru redne dejavnosti, se pravi, da je že preko tega rednega financiranja plačena strani Ministrstva za kulturo, oziroma države, če rečemo. In seveda, ta njen delež tukaj v tem pogodbenem znesku ni bil vrednoten, oziroma je to izvzet. Tako da v bistvu, če bi še ta del računa, potem bi to bilo gotovo vsaj še 30 000 evrov v vsem tem obdobju, to se pravi, to je pa pravzaprav skoraj, to je 2/3 skoraj tistega pogodbenega zneska. Tako da je to iz tega vidika Zavod za varstvo kulturne dediščine tukaj pravzaprav kar precej prispeval. No, moram dodati seveda, da pa bratje minoriti tudi nismo bili križem rok, recimo kar se tiče nove osvetlitve, do zdaj sploh ni bilo elektrike, smo pač to prevzeli nase, predračun je 5000 evrov in iskali sponzorja, ker pač drugače ni šlo. Seveda se morate vedeti, da je za nami jubilejno leto, ki je seveda pustilo tudi kakšno finančno brazgotino. Tako da smo, hvala Bogu, Terme Ptuj so financirale, torej omogočile financiranje razsvetljave, pač predvsem zato, ker so vzeli veliko večjo količino naših monografij, ki jih seveda posredujejo eminentnim gostom, in tako smo nekako našli rešitev za to, kar se tiče recimo razsvetljave nove, ki pa lepo prosim ni še dokončna, zelo nam je žal, mojstri so malo zatajili, ne preveč biti alergični, pa reči, to pa ni prava razsvetlitev, ker ni, pride boljša. Potem pa smo dali novo okno, ste videli, tam zunaj smo pustili staro še, kako da smo pozabili, pa nismo, da se spomnite, kakšno okno je to prej bilo, in recimo to okno, ki je mimogrede tudi 1000 evrov, samo delo, torej so prispevali prav romarji, ki vsako soboto pride na Ptujsko goro, ker smo pač to izrač, ker smo pač v času jubilejnega leta, torej ti prispevki so še strani božjepotnega kraja, pa tudi tiste mali, drobni, ki tudi nekaj stanejo. Veste, vsakokrat je treba čistiti, čeprav je bilo zaprto, vsakokrat je treba cerkev torej negovati, to so pač te drobne stvari, ki jih ne bomo šteli, ampak so sestavni del seveda tega projekta. To je bila prvotna pogodbena vrednost. Prvotna pogodbena vrednost. Ampak koliko zdaj na končnem sešteve, koliko je... Če bi še delo, se pravi, restauratorke, letos dela, bi bilo potem čez 60 000, tam nekje 65. 65, ja. Vsaj. Tako mogoče, prej ste imeli ta muzej, ki bi se ne nahajal, če malo več o tem poveste. Ja, torej, to je naša dolgoletna želja že za ta muzej, ki že ima tudi naslov Muzej Marijanov, imamo tudi že kustosa patra Milana Holca, ki je študiral to v Jeruzalemu in tako naprej, tako da smo tudi, da rečem, po strokovni plati pokrili to zgodbo, ki je za se meni zdi za Ptujsko goro izjemno pomembna. To pomeni, da bi vse tiste dragotine najbolj kvalitetne, kako je Ptujska gora najbolj kvalitetna, torej da bi tudi v tem muzeju bile najbolj kvalitetne stvari, ne nekaj tretje razredne zadeve, nekaj tu ljudje, ki pridejo iz sveta, ne smem reči, da Slovenci ne pridejo, ampak tisti, recimo, ko pridejo z vodniki, ki se zanimajo za umetnost in iščejo, kje je to, to pomeni, da bi bilo skoncentrirano na enem mestu tisto, kar je bilo na Ptujski gori doma in sem spada, je bilo za to cerkev narejeno in je pač tu živelo in bilo tu ustvarjeno in se mi zdi, da bi in situ moralo tudi ostati.
Torej, to ni samo moje mnenje, jaz sem to nasledil, vse veste, da bratje Minoviti prihajamo, odhajamo. Zato že se je pokojni pater Max, ki ga mnogi poznate, torej, ki je bil tudi vizionar, lahko rečemo, z izjemnim čutom za umetnost, ne? Torej, da so že takrat z Viktorjem naredili ta prekrasni stolp z vsemi temi reliefi, restavriranimi in tako naprej. No, ta muzej Marijanov bi se razprostiral po celotnem tem nadstropju, tam sta zadaj še dve sobi, ki bi jih pač mi žrtvovali, tako da bi tu nastal enovit prostor, samo za to pregrado, kjer bi pač bili najboljše stvari, ki so v Splitske gore tukaj skoncentrirane, tukaj doma, s tem, da bi seveda ostal ta prostor kot neke vrste predavalnica tudi, oziroma za manjše skupine, da se lahko tu razloži, da se ljudje odpočijejo, da se naužijejo, ampak seveda tisto, pri čem vztrajamo, tudi pri celotni obnovi tega kompleksa, ker je s tem povezano še dvigalo, ki ga že 5 let predstavljamo, pa ga še nismo predstavili, to je zdaj postalo izjemno ozko grlo na Ptujski gori, izjemen problem, ker je narejeno prav za invalide in zelo počasi gre, počasi dol, če dobimo avtobus invalidov, smo mrtvi, ne. Vsi 2 uri vozimo gor pa dol, eni po stopnicah, eni tam in to enostavno več ne gre, ne. Tako da, torej, kompleksno bi želeli rešiti, saj sami vidite, ne, vhod v cerkev je lep, ampak bi si verjetno Ptujska gora, ta plato pred cerkvijo zaslužila mogoče bolj žlahten, ne. Potem je tu seveda vprašanje cele te podobe in pa na Božjem Božjem kraju ne moremo biti brez kapele, ne, brez kapele za prižiganje sveč, to mislim, da je vsem jasno. Zdaj imamo to v tem prostoru na koncu, kjer bi potem seveda bil muzej, tako da kapelo moramo preseliti nekam drugam za prižiganje sveč, ampak tu je za kompleksne načrte, ki so že torej, v fazi idejnih rešitev. Tako da pač v sodelovanju z stroko, z odgovornim konzervatorjem, z inštitucijami pač že iščemo ustrezne rešitve. Srčno pozdravljeni vsi navzoči tukaj v baziliki, podoboki Podkorja in Križeve kapele, ki danes na poseben način žari. Poseben pozdrav nadškofu metropolitu dr. Marjanu Prunšku, ki bo blagoslovil obnovljene freske. Še tako velikonočno razpoloženi lahko rečemo, da je Križeva kapela tukaj pod korom zopet dobila dušo. Veseli smo, da so freske v bivši Križevi kapeli z dolgotrajnimi in kvalitetnimi restauratorskimi posegi postale bolj žive in prepoznavne, za nas verujoče pa tudi bolj sporočilne. Sedaj vabim dr. Roberta Peskarja, da nam kratko predstavi freske. Lep pozdrav vsem. Najbrž pričakujete nekaj besed o vsebini fresk. Sama poslikava je nastala sicer po naročilu 2 župnikov, in sicer prvega kaplana Ptujsko-gorske cerkve, to je Nikolaja, ki je upodobljen tukaj za mano. O njegovi letnici smrti govori nagrobnik, ki je tudi v sami kapeli ohranjen. Zidan je v tej spodnjem delu zahodne stene. No, njegovo delo je nekako dokončal njegov, bomo rekli, naslednik, in sicer
župnik Matija iz Vidma pri Ptuju, ki je pa upodoben na oni strani in se vseda obrača k osrednji upodobitvi, torej Mariji z mrtvim Kristusom, torej Pieta, gre za Pieta, in sicer osrednji prizor, ki se veže seveda tudi na sam patrocini kapele, pa je upodoben zgoraj, gre seveda za križanje. No, kar se tiče samih vsebine fresk, bi mogoče še opozoril pač na nekaj prizorov, seveda zgoraj še dva prizora iz Kristusovega pasiona, in sicer molitev na Olski gori, potem na levi strani vstajenje, potem spodaj sveta Katarina, potem sveta Doroteja, torej gre za eno najlepših upodobitev te svetnice v srednjeveškem stenskem slikarstvu pri nas. Potem na oni strani seveda sveti Andrej in pa sveti Krištof. Potem na zahodni strani bi upozoril najprej na dve svetnici, in sicer za Marijo in pa sveto Marto, ki sta bili sestri Lazarja iz Betanje, torej eno zelo redkih motivov na srednjeških freskah pri nas. No, zgoraj še eden redek motiv, to je stigmatizacija svetega Frančiška. Potem na desni strani še en svetnik, gre verjetno za svetega Vida, ki ga lahko povežemo z samim župnikom iz Vidma pri Kršku, iz Vidma pri Ptuju. Potem v ostenju oken dva prizora, in sicer Kristusov nepohod in pa Binkošti. Potem v zgornjem delu tega okenskega ostenja še grbovna kompozicija, pravzaprav dvema angeloma, in sicer gre za grb zadnjega ptujskega gospoda Friderika IX, s tem sitrom, narobe obrnenim sitrom. No, spodaj vidimo še dva grba, in sicer dva leva, sta zelo slabo ohranjena, ampak vendarle dva leva, ki lomita kruh, torej gre za govoreči grb v latinščini Frangipanim, torej za grb družine Frankopanov, in sicer gre za ženo Friderika Ptujskega. Potem na oboku bi upozoril seveda na upodobitve simbolov evangelistov in pa seveda upodobitve štirih cerkvenih očetov. Potem na tej severni strani dva prizora, in sicer gre za prizore iz legende svetega Nikolaja, in sicer Nikolaj, torej Miklavž, pomiri vihar in pa seveda obdaritev revnih nevest. In pa potem še na tej vzhodni strani upodobitev prave Kristusove podobe, gleda ikon, torej ki pač nekako vsebinsko zaokroža samo poslikavo. Po tej umetniški plati je treba pač upozoriti, da freske nekako predstavljajo pomemben ali pa zelo kvaliteten primer poslikave tega mednarodnega gotskega sloga. Datacijo nekako določa sam naročnik teh fresk, prav Nikolaj, ki je pač med tem, kot smo rekli, naročilom umrl leta 1424. Sam slikar je prišel iz delavnice tako imenovanega oziroma zelo znamenitega slikarja Janeza iz Bruneka, torej pomembnega predstavnika južno-tirolskega slikarstva. Na to poreklo slikarja kaže predvsem nekatere posebnosti pri freskah, kot so recimo medaljoni na samem oboku, ki sodijo pač v nekak železni repertoar srednjeveškega stenskega slikarstva na južnem Tirolskem, tako da z tega vidika pač je ta slikar. Hvala lepa dr. Peskarju, ki je tudi pisec odmevne monografije, ki je šla ob jubilejnem letu, sedaj pa vabim odgovorno konzervatorko Jeleno Čuk. Najprej smo tukaj v kapeli, v bistvu nas je bila ekipa, s kolegico smo najprej dokumentirali celotno poslikavo, pomeni, da smo celotno poslikavo skopirali na folijo, čisto vsako črto, ki jo vidite, smo skopirali. To dokumentiranje je trajalo kar 2 meseca. Označili smo si tudi vse poškodbe, ki so nastale na
mislim na freskah, to se pravi na zatečenem stanju, ko smo začeli delati. Začeli smo delati leta 2, konc oktobra 2009. In ta faza dokumentiranja je trajala nekje 2 meseca in pol. Potem smo naslednjo leto 2010, smo ponovno, maja 2010, smo začeli pa z naslednjo fazo, to pa je faza konzerviranja. In sicer smo, prej ste že slišali na tiskovni konferenci, da so bile freske odkrite 1948 leta in da jih je odkril restaurator Peter Železnik z ekipo. In sicer plombe, ki so bile takrat narejene, so bile najprej na ogled, so bile v dokaj dobrem stanju, vendar ko smo pa začeli z odpiranjem teh plomb, pa tudi na podlagi termografskih posnetkov, smo pa ugotovili, da so te plombe kar trajne. Tako da je naslednja faza, pozabila sem povedati, najprej smo imeli fino čiščenje beležev, ki so še ostali po prvih posegih restauratorskih in tega je bilo kar precej. Lahko bi rekla, da nekje 4 do 5 mesecev je trajala samo faza čiščenja beležev. Potem je bila ta faza utrjevanja fresk, to je z apneno malto in tudi iniciranje, razpok, zdaj se trenutno ne vidi, ampak freske so bile zelo, stenje je bilo zelo v slabem stanju, sploh na Belbanem stropu, pa tudi na tej glavni južni ladji so bile kar velike razpoke. Na te razpoke smo injektirali, tudi dosti je bilo podmehurjenih mest, ki smo jih mogli utrditi in zapolniti prav tako z apneno inicirno maso in malto. V glavnem, ta faza je potekala tudi nekje do 3 mesece, 4. Nato pa je sledila zadnja faza, ki še trenutno ni čisto končana. To so pa v bistvu lepotni posegi retuše, ki jih je bilo tudi kar nekaj narejenih zaradi naknadnih posegov, ki smo jih izvedli. Skratka, delo še ni čisto končana. Rebra so še nedokončane, še nismo jih uspeli narediti, ker so nas malo presenetili prazniki. So še manjši posegi, tako da delo se še bo verjetno nadaljevalo. Hvala lepa, restauratorki Irini Čuk za pojasnila tudi. Sedaj pa vabim nadškofa metropolita, dr. Marijana Turnška, da blagoslovi opravljeno delo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki je postal človek in nam bil vsem podoben razen v grehu, naj bo z vami vsemi. In s svojim duhom. Dragi bratje minoriti, z rektorjem bazilike na čelo, cenjeni gostje, še posebej vsi tisti, ki ste s temi freskami in s tem prostorom dihali in delali v teh zadnjih 2 letih, prav prisrčno in lepo pozdravljeni. Vesel sem, da lahko z blagoslovom skupaj kronamo vsa ta prizadevanja in na ta način tudi v duhovnem pomenu besede izročimo freske in prostor tistemu namenu, kateremu je služil skoraj ali več kot 500 let v takšni obliki, kakor je danes. Povabim vas, da najprej prisluhnemo enemu odlomku Svetega pisma. Takole je zapisal Janez v svojem evangeliju. Jezus reče Tomažu: Jaz sem pot, resnica in življenje.
Nihče ne pride k očetu razen po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega očeta. Že zdaj ga poznate in videli ste ga. Filip pa mu reče, Gospod, pokaži nam očeta in zadosti nam bo. Jezus mu odgovori, Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal. Kdor vidi mene, vidi očeta. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Kdor vidi mene, vidi očeta, je Jezus rekel svojim učencem. Še na enem drugem mestu je Janez zapisal, da je Jezus učencem razlagal, da dela to, kar vidi v svojem očetu. Dela to, kar dela oče. In ko sem razmišljal o teh freskah, ki so v glavnem posvečene, vsaj v svojem bistvenem delu, prikazovanju Kristusovega trpljenja, njegovega pasijona, sem razmišljal o tem, kaj so ljudje, ko so 500 let prihajali sem, gledali. Kaj so videli? Po kaj so zrli? Zrli so Kristusa. In to v njegovem zadnjem delu njegovega življenja, v zadnjih dneh njegovega življenja. V njegovem trpljenju in v njegovi smrti. In videli so to, kar je Jezus videl v svojem očetu. Videli so očetovo božjo ljubezen. Kajti, če je Kristus živel to, kar je videl v svojem očetu, in v očetu je videl ljubezen, kajti Bog je ljubezen, potem so učenci v njegovem življenju, v njegovih dogodkih njegovega življenja videli očetovo ljubezen. In vrhunec ljubezni je takrat, vsaj za nas ljudi, kadar vidimo, da je nekdo pripravljen veliko za nas storiti. Kadar je pa nekdo pripravljen za nas trpeti in za nas celo umreti, potem je to izraz najvišje ljubezni. In gledajte, cenjeni gostje, več kot 500 let so romarji semkaj prihajali, da bi to videli in da bi to doživeli. Tukaj pri Mariji, ki vedno vodi k Kristusu. Da bi tudi na ta plastičen način v človeški, zemeljski podobi videli, kako Bog ljubi. In to jim je bila hrana. In zaradi tega, ker so tukaj videli in doživeli božjo ljubezen, so lahko odhajali nazaj v svoje življenje drugačni, pomirjeni, polni tiste moči, ki je samo življenje in ne more dati, in je tudi človek ne more dati človeku. Zato s toliko večjim veseljem danes z vami blagoslavljam krono tega vašega dela, ker vem, da so tudi danes ljudje potrebni, da to vidijo ljubezen. Zato, da jo lahko sami doživijo in da jo lahko sami potem naprej tudi dajejo. Tudi, ko morajo stopiti v trpljenje in bolečino. Samo ob takem odnosu do bolečine in do trpljenja lahko človek začuti tudi, da prav po trpljenju in smrti lahko pride tudi vstajenje, ki je tudi tukaj na tej freski upodobljeno. In do tem jaz sedaj povabim k molitvi tega blagoslova. Molimo. Slavimo te, Oče, ljubitelj človeškega rodu. Svojo besedo, svojega sina si poslal na svet. Prevzel si je telo iz prečiste device, da bi postal naš odrešenik in prvorojeni brat, nam vsem enak razen o grehu.
V Kristusu si nam dal največji zgled svetosti. Ko ga Cerkev časti kot otroka, ležečega v zibelki, v njem moli vsemogočnega Boga. Ko zre njegovo obličje, gleda obraz tvoje dobrote. Ko zajema iz njegovih ust besede življenja, se napolnjuje s tvojo modrostjo. Ko preiskuje globine ljubezni njegovega srca, se sama užiga v ognju duha, ki ga je izlil v prerojenje. Ko se veseli Kristusovega vstajenja, je deležna ženinove slave, ki jo vnaprej okuša. Tebe torej, Gospod, ponižno prosimo, naj bo v tvojih vernikih, ki bodo častili te Kristusove podobe in podobe svetnikov in Matere Božje, isto mišljenje, ki je tudi v Jezusu Kristusu. Kakor so namreč nosili podobo zemeljskega človeka, tako naj nosijo nekoč tudi podobo nebeškega. Oče, tvoj sin naj jim bo pot, po kateri hodijo k tebi. Naj jim bo resnica, ki razsvetljuje njihova srca. Življenje, s katerim se hranijo in živijo. Luč, ki razprši temnine poti. Skala, na kateri se odpočijejo. In končno vrata, skozi katera vstopajo v Novi Jeruzalem. Prosimo te, blagoslovi te obnovljene freske. Daj, da bomo imeli lik tvojega sina vedno pred očmi, da bomo živeli po njegovem zgledu in mu postajali vedno bolj podobni, dokler ne bomo gledali iz obličja v obličje njega, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Gospod z vami in s tvojim duhom. Vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh, naj vas dobrohotno blagoslovi in utrdi vaša srca v veri, upanju in ljubezni. Amen. Prisrčna hvala, gospod Tačko, metropolit, za opravljeni blagoslov fresk in našega dela. Sedaj bomo naredili korak naprej in sicer se bomo zbrali pri najstarejših gotskih oltarjih, najprej na desni strani, pri oltarju svetega Sigismunda, kako rečemo, in potem pri rožemenskem oltarju. Tam nas bo čakal restauratorski svetnik Viktor Gojkovič in nam na kratko razložil njegovo delo. Viktor, kako veste, ne rad govori po mikrofonu, zato stopite bliže, da ga boste slišali. Potem pa bomo mimogrede videli našo prelepo pozdogotsko moštranco, ki je razstavljena na oltarju na levi strani. Seznanjen z tursko-gorskimi plastikami sem dobrih 30 let. Začetka, v prvi fazi, ko sem začel na Zavodu za spominsko varstvo, sem naravno začel z obnovo tega Sigismundovega oltarja. Te figure so bile ob teh turških
prvi padek močno poškodovane, tako da ta Erasem, na primer, je bil prelomljen, izvršen iz položaja kontaktnega in nastale so 3-4 dele cele krivine vrševine. To se pravi ta ptujsko-gorski oziroma viniški kamen, ta vincit, tako zvani ta drobodnozrnat, iz katerih so vse ostale figure tudi narejene. Potem pa to zlepil in potem modelacije, kje so diktirane oblike, bile dosti jasne, domodeliral in potem fiksiral, tako da figura, skulptura potem ponovno ostala. Te manjše poškodbe, ki so pa nastale, to so roke in ki so se razbile, sem pa ponovno moral začeti z modelacijo. To sem pa tako naredil, da sem original si odlil in na odlitko potem vse te stvari domodeliral. In tudi tako, da vse fragmente dopolnil in z najmanjšim posegom jih lahko tudi odstranimo. Tako da je original popolnoma neokrnjen oziroma nepoškodovan. Ni možnosti, da bi se lahko poškodoval pri delu. In tako je enako z Barbaro, ker je glava bila tudi močno razbita in sredina ta obraznega dela je originalna, ostalo je pa domodelirano, rekonstruirano. In potem sem te stvari domodeliral in roke po Parlerovih pristopih enako domodeliral in jih prilagodil. Tako da sem te domodelacije samo odstavil. In zdaj, če hočemo figuro res izčistiti, da je 100% original, da imamo ta pogled, lahko te stvari odstranimo in potem je to popolnoma jasno. Z temi dodatki je pa figura potem spet vidna in tako, kot je bila zasnovana na začetku. Lahko, da so manjši odstopi, in tako to pri Erasmu, ker tam pri zapisih govori o vitlu in potem o čeresih in nekaj, ampak v resnici, ko smo te stvari malo kronološko zdaj pregledali, vse upodobitve njegove, je navadno z štokovsko palico, s knjigo ali pa z prstom blagoslovila. No, jaz sem se za to odločil in tudi prilagodil velikost in samo konstrukcijo. Tako da zdaj to celota, koliko je uspelo, lahko vidite. Zdaj, če je manj uspelo ali pa ne, ali pa mogoče tista vitla, da pride v poštev, potem se te stvari odstranijo in se pač tisto, kar je možno narediti. Tu, mislim, te figure so zdaj v celoti, zdaj pa koliko je pa ta meč in roka, mislim, da odstopanja so res zelo majhna, ker so tam sledi prvotne roke in na podlagi teh podatkov sem potem rekonstruiral tudi ostalo. Ni pa to čisto dokončno, možno je še to stalno spreminjati. Mislim, da je tam na rožnjevenskem oltarju, se mi pa zdi, tam je bilo več podatkov, da je dost bolj se približal tistemu, kar je bilo. Vse lahko pogledamo te stvari. No, ta oltar smo začeli restaurirati leta 1985. V prvi fazi so bile dela izvršena na arhitekturi sami in potem je bilo to fiksirano in dodelano in domodelirano, kar je bilo moče. Figure so pa različni mojstri delali, restauratorji. Levo to je na restauratorsko RC, to je bil restaurator Bogovčič, ta desnega pa Momo Vukovič, sredinsko pa Viktor Povše iz Celja. No, takrat jaz sem pa delal na okvirju celotnem in zdaj se pa potem tudi ponudila možnost, da dodelamo te ostale manjkajoče dele,
kar sem pa tudi tako zmodeliral, kot sem rekel, na podlagi teh odlitkov in potem skladil proporce, enako z roko, z jabolko in to manjkajočo nogo, se tam na fotografiji se vidi. Tako da je dejansko tu od prvotnega pogleda, kar je bilo zasnovano, minimalno res ta sprememba. Zdaj lahko, da je še v roki mogoče kaj druge države, ampak Rožmlenska še ima krono, takrat ima tudi žezlo možno, ampak te variante ni, ne? Da je brez krone. V poznejšem domu, v enem obdobju pa je bila z krono, z baroko dodelano. To je pa bilo pri restauraciji, potem se je skupaj odstranjeno. Tako da mislim, da te stvari niso moteče, zdi se mi pa z tega, da tudi, če gledalec opazuje, sploh ne opazi, da je mogoče to kaj manjkalo. Da je dejansko tudi proporcionalno in konstrukcijsko sklajeno v najvišji meri, koliko je možno pač. No, to je vse. Ostalo je pa zagledati, tako da mislim, da je več videti kot za poslušati.